Zdaj pa se selimo na teren neposredno ob morju med Koprom in Žusternom. Mislim, da je to nekje tam, kjer so Zmeljkovi skoraj izgubili Žareta basista. Pri edinem krožišču za kolesarje v Sloveniji je Erter Pust, ob njej pa skupina telovadcev, ki so že zaključili z jutranjim treningom. Erter, kot vidim, si v odlični družbi. Zakaj pa ne telovadaš? Ja, žal, nisem ravno primerno oblečena, zelo so dobri, to so člani centra dnevnih aktivnosti v Kopru. Oni so tisti, ki so se pred dobrima 2 letoma pridružili pilotski študiji pod vodstvom doktorja, antropologa Marka Vidnjeviča iz zasebne univerze Alma Mater Europeja. Res je, v odlični kondiciji so tele vaši telovadci, čeprav niso ravno več tako zelo rosno mladi. Kdaj ste začeli in za kakšno študijo gre oziroma kaj ugotavljate na podlagi njihove vadbe? Dobro jutro. Ja, res so odlični. Lahko bi rekel, da so skoraj vsem mlajši. Ampak, ker to ne gre, seveda poskusamo z njih delati čim bolj in čim več. Torej, koncept gibalno-miselnih tehnik je koncipiran na predvsem 2 avtorjih. Eden je moj kolega, profesor Wim Hof, ki predava na univerzi v Illinoisu, in drugi je Benedetti, ki se ukvarja z placebo in nocebo efektom. No, jaz pa dodajam nekaj zraven, in sicer v 3. letniku bodo te vadeči seveda pričeli tudi z udarjanjem rokavice na boksarsko vrečo. Ravno to sem želela povedati, vi ste sicer tudi trener boksa, kar se tudi vidi, to moram priznati, pa vendar ni boks prezahteven, so že na takem nivoju, da bodo zmožni tudi udarcev, so dovolj močni, gibljivi. Hvala za kompliment. Najprej, ja, so gibljivi. Zato sem seveda rekel, da šele v 3. letniku pridajo v boksarsko šolo, ampak kljub vsemu znanstveniki in antropologi seveda smo najbolj poklicani, da proučujemo razvoj človeka in pa seveda kapacitete, če gre pri tako starejših, kot so te. Ta skupina ima v povprečju 67 let in seveda v prvih 2 letih smo delali predvsem na hitrosti mišic, delali smo seveda tudi nekaj na telesni sestavi, no zdaj pa prihaja na vrsto še en eksperiment, in sicer z udarjenjem in tresljaji, ki se dogajajo v boksarsko vrečo. Predvidevamo, da bi lahko dobili neke rezultate, ki bodo potem seveda objavljeni v raziskavah oziroma poročilah raziskave. In bo nastal tudi tako imenovani način vadbe, ki bo izboljšal kognitivne in gibalne sposobnosti. Pred našim mikrofonom pa tudi demonstratorka te vadbe, Romana Gašperin. Romana, kakšni so člani centra dnevnih aktivnosti mestne občine Koper? Vidimo že kar dobro natrenirani, imate veliko dela z njimi. Delamo bolj majhen, ker so se zdaj že vnesli. V glavnem so dobra ekipa, radi hodijo, dobro delajo. Tako da imamo 2-krat na teden vadbo po 1 uro. In v glavnem mi je všeč, ker imamo trening, ker ni zdaj to samo tako, da bi se dobili, da bi se fajn imeli, ampak enostavno, da nekaj za sebe naredimo. Tako, sedaj pa še povprašamo Lauro. Lauro prihaja iz Kopra, prostovoljno se je vključila tej vadbi. Se razumete med seboj? Ste postali prava dobra ekipa? Točno tako, razumemo se dobro in ekipa pa smo enkratna. Vidimo, da ste izjemno gibljivi, morda bolj kot številni mladi ljudje, ki hodijo v službe in samo sedijo. Kakšen bi bil vaš nasvet za tiste, ki si morda želijo telovaditi, niso ravno tako rosno mladi, pa vendar si želijo, da bi telovadili, pa nekako nimajo energije, volje? Energija bo prišla, važna je volja. Začne se počasi, po malem in potem vedno več, potem pa naenkrat, ko se navadiš, pa si sam še želiš kam iti. Tako da ni problema, tisti, ki ima voljo, ne kar. In tudi za zdravje bo naredil ogromno in za svojo dobro voljo in za psiho. Najlepša hvala. To so torej varovanci oziroma člani centra dnevnih aktivnosti mestne občine Koper. Kot vidite, izjemno gibljivi, močni in zelo dobro kondicijsko pripravljeni. Spoštovane gledalke in gledalci, vzemite jih za zgled. Še vedno je čas, da začnemo gibati in telovaditi. V kratkem se selimo na Žusteransko plažo, kjer vam predstavimo tudi center vodnih športov. Ostanite z nami.